Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni. Za tokratno epizodo podcasta sem se pripeljala v Prlekijo, natančneje v občino Sveti Jurij ob Ščavnici, na kmetijo Vrbnjak Klementini Žunič. Klementina, živjo. Boš kar ti povedala, kako se natančno vaši vasi reče? Pozdravljeni, tukaj se nahajamo v Bolehničicih, v zelo povezani vasi. Kaj še neko zraven dodam. Majhna vas, ampak... Koliko je prebivalcev? Pa mislim, da nas je okrog 150-200, ampak kot omenjeno skupaj ljudje, ki zelo radi stopimo skupaj. Ti si že res od malega na kmetiji. Kako bi opisala to kmečko otroštvo? Bi rekla, da je bilo zelo pestro. Že od malega, ko smo shodili, vem, da je mama pravila, zmeraj po kosilu ste šli k dedeku na traktorju, pa smo šli 1-2 furi in smo že spali, tako da traktor je bil neko uspavalo, bi rekla. Tako da to pač otroci smo že od malega bili na traktorjih. Potem, ne vem, bodisi jeseni smo bili zmeraj vključeni tudi v bratvo, smo imeli take male pite, ko smo sami lahko tudi nosili grozdje ali pa tikve oziroma buče, smo pomagali seme iskati oziroma pač trebiti to seme ven. Pa ko so se silosi delali, skozi smo bili zraven pa gledali, kaj se dogaja, kaki traktor brni. To so bile zanimivosti, je pa bilo, če potem preidemo mogoče v najstniška leta, tudi naporno, ko si začel aktivno delati oziroma pomagati na kmetiji, pa si mogoče htel na kako veselico, pa si znal, prvo te čaka kidanje, pa silos, pa delo, pa ko bo vse narejeno, potem pride fešta pa veselje. Tako da je bilo, kar zmeraj pestro dogajanje. Zdaj, ko sva omenila traktorje, kdaj si ga prvič peljala? Koliko si bila stara? To je bilo Kar zgodaj. Kar zgodaj, bi rekla, pred 10 letom še, pač ne tisto aktivno pelati, ampak so te posadili na traktor, no zdaj pa malo ojarje. Vem, da smo, mislim, da so gnoj dol metali, ali pa ko smo seno spravljali, so bale gor metali in je bilo pač, da je sedi po ojarje, zmes je bilo stisni na kuplongu in ti tam gledaš, kaj zdaj to kuplong. Ampak smo zvozili, je bilo kar v zgodnjih letih, da so nas vključili tudi že malo v te strojne zadeve. Katero je bilo pa tvoje najljubše opravilo? Najljubše, nekoč verjetno res buče, kasneje pa to prešlo bolj v kuhinjo, kakšne kuharske zadeve ali pa slaščice, ali pa tudi zelo rado so skozi imele že babica pa mama rože, pa tudi jaz sem se nekako našla v tem, da je zmeraj mogla biti nekšna roža ali na oknih, ali okrog vrta, ali pred hišo. V glavnem zmeraj smo imeli stik z rastlinami, oziroma bom rekla kar direktno z rožami, ker mogoče na vrtu se ne najdem tak smočno, ampak rože so mi pa res veselje. A je bilo pa kakšno tako opravilo, ki ga nisi, pa ki ga tudi če zdaj ne rada opraviš? Če se le da, je to mesarija oziroma koline. Ne da bi me motila ali pa kaj, ampak nekako se ne najdem v tem, niti ne pri rezanju mesa, ne ko se, ne vem, delajo cvirki, nekako to mastno delo mi ne gre najbolj od rok. Imaš pa tudi 2 brata, oba sta mlajša. Ste veliko časa preživeli skupaj kot majhni, kot najstniki? Kot otroci zagotovo, nimamo neke velike starostne razlike, se pravi od 1 do 5 let imamo vsi trije. In ko smo bili majhni, smo bili kar veliko skupaj, tudi z sosedovimi otroci.
Mislim, da smo bili eksperti v skrivalnicah, ker posestva je veliko in najraje smo se skrivali. Potem, ko smo odraščali, bi rekla, da smo se vsi trije razvili zelo različno, oziroma smo zelo različne osebe postale, čeprav smo rasli skupaj na isti kmetiji. Leto mlajši brat Domen je, bi rekla, šel s trebuhom za kruhom, je sedaj v Nemčiji. Z tam mlajšim Mihaelom pa smo še trenutno kar zelo povezana. On je tudi obiskal oziroma zaključil biotehniško šolo v Rakičanu in bo prevzel oziroma je namen, da prevzame kmetijo. In sva tudi nasploh še zelo povezana tudi v podeželski mladini, mi rad priskoči na pomoč, sploh če so kakšna fizična dela, ali pa zelo glasen je pri navijanju. Tu smo potem združiva moči, da je tudi veselje navzočo. Ja. S katerimi panogami pa se vse ukvarjate na vaši domačiji? Glavna panoga so krave molžnice, jih je okvirno 60, vsega skupaj je malo manj kot 200 glav živine. Zadržimo v bistvu tudi bike, jih ne prodajamo takoj dalje, ampak je dovolj krme, da se vzredijo, tudi prostora je dovolj, nekaj imamo gozda, ampak bolj za lastne potrebe in kurjenje. Potem seveda poljedelstvo pri toliki živini in pa nekaj malo. Imamo tudi vinograd, je pa mogoče zanimivo, veliko ljudi opušča sedaj vinogradništvo, sekajo ven. Pri nas pa nekako glih obratno, imamo čedalje več vinograda, ker so tudi tak lastništva, da so bila v bistvu bratranci od očeta, imajo zraven gorice in ja, ne bodo več delali. Pol pa tiste, škoda ti je, pa zraven je, pa dobro, bomo pa še pač teh 7 radi ali koliko trsov je pač zraven vzeli. Pa tudi ni problem to, ko pridejo vsi na kup, da se to spije, tako da je pozitivna plast na eni strani, da se ohranja to, na drugi pa tudi, da ni preveč vina v ostajanju. No, je pa mogoče zanimivost pri nas, smo pač to obično špricer vino, je pa potem še zraven se moški malo ukvarjajo z malo slajšim muškatom, da še imamo potem tudi punce nekaj za našo srce. Ko si rekla, da se klet hitro napolne, verjetno pridne roke pol pridejo pomagati tudi, ko je trgatev in pridejo tudi iz vasi, sosedje, sorodniki. Tako, seveda je delo hitreje mine, če nas je več prisotnih, kak če sam delaš, tako da smo tudi veseli skozi, če ne vem, gremo vršičkat ali pa se treba obrazovati ali kaj takega, da pridejo pomagati, da stopimo takrat skupaj. Se naredi tisto potem, ne vem, 2-3 urah, pač koliko je, gremo na sladoled in smo pol vsi veseli, da je delo hitro upravljeno, pa da so vsi zadovoljni, pa pol seveda tudi ob špricarju, ko priteče z pučlo, ne. Srednjo šolo si pa opravljala v bližnji Avstriji. Zakaj Avstrija? Zakaj ne Slovenija? Vleklo me je nekaj drugačnega, nekaj izvenseljskega, bom rekla. Pač tu so se vsi odločali za gimnazije, jaz še tudi nisem točno znala, v kako smer poklica bi rada šla in sem bila pa, okej, če bom že gimnazijo šla, grem v Avstrijo, da vidim mogoče pač kak je drugi sistem, je bil potem tudi druga kultura. In bi rekla, da se kar pozna ta
ne bi rekla, da je isto kot Slovenija, že sam sistem, pa rekla bi, da je dosti bolj spoštljiv odnos med samimi dijaki in profesorji. Več dajo tudi poudarka na samem sodelovanju pri pouku in tudi, ne vem, je zanimivo bilo, če sodelujem, je tu neka plus točka, ampak ne prinese ti pa glih več kot to, da imaš samo mogoče znanje zdaj od samega tega, da poslušaš. Tam pa ti je dejansko to lahko rešilo oceno, da ti je pač, ne vem, pol ocene bilo to sodelovanje, pol pa to, koliko si v bistvu imel oceno. Tako da to mi je bilo zelo zanimivo. Tudi, ne vem, učbenike smo tam dobili vsi zastonj, kar tu predstavlja tudi neki finančni zalogaj. Mislim, tega nisem do takrat vedela, ampak je mogoče tudi zanimivo, ne. Potem jezik, vse imaš v nemščini, pa sam jezik mi je šel, ampak je bila nekšna, kako bi rekel, zanimivost, da se potem vse spremljal v tem jeziku, pa se učil v tem jeziku, pisal v tem jeziku. In bi rekla, da mi ni žal, da sem se odločila za to smer. Kad si omenila, da je pol pot zanesla v slaščičarske vode, odkje pa si dobila sploh to veselje do peke? Res je, po maturi sem potem šla dalje v Feldbach. Tam sem našla eno slaščičarno, ko so take zanimive slaščice pridelovali. Segalo pa to tam konec srednje šole, konec osnovne šole, začetku srednje šole. Mi je mama dala eno knjigo v roke, da zdaj pa ti nekaj speči. Kako se ne vem peči, ne? Kuhal si zmes z njo kaj, pekla pa nikoli ni tak, da bi rekla nekšne biskvite ali pa kajkoli. Pa sem bila dobro, bom probala. Pa smo probali, pa če je bilo v redu ali če ni v redu, vse so pojeli. Ampak je vaja delala kar mojstra, tako da je zmeraj boljše postajalo, da smo potem bile, lahko rekel, je bilo to malo mogoče v gene dano, ker je že prababica delala torte s tistim, kaj so pač tiste čase imeli, potem tudi babica in sta skupaj za kakšne poroke delale torte. Pa tudi prababica že z mano, ko sem še mala bila, smo kremšnite delale, tako da bi rekla, da je to že bilo podedovano ali vzibelko dano. In jaz sem potem v bistvu delala samo to nadgradnjo ali moderno verzijo tega, kaj so pač nekoč delali. Katero slaščico pa najraje pripraviš? To je pa tako težko vprašanje. Da poveva, imava tukaj pred sabo. Ja. Danes sem vama pripravila zlivanko, to glih ni slaščice, bolj nekdanja jed, ki so jo pač nekoč jeli bolj za zajtrk ali kakšno južino. Zdaj kot slaščice imam mogoče raje bolj torte, pa eksperimentiram pač s kakimi okusi, da ni samo čokolada, ampak je mogoče dodati kakega viskija ali pa konopljinih semen ali pa kaj takega, da malo izstopa. Seveda pa gledaš pač glede na čas leta, ne vem, v času bratve, kakšna pehtronova potica, rada naredim v pustnem času krofe vsekakor. Mezmes pa pač kaj nanese, zmeraj kaj novega rada probam. Pa je tudi tvoja trenutna služba v tej panogi? Ja, sedaj sicer delam v hotelu, ampak kot slaščičarka bi pa rekla, da je velika razlika, kje delaš in zakaj delaš, tako da pač ta razlika med hotel ali prav slaščičarno je kar velika. Bom rekla, za trenutek, ko smo, je okej, ampak bi pa kasneje rada se vrnila v kako prav slaščičarno ali pa mogoče doma začela kako dopolnilno dejavnost ali kaj takega. Da imam bolj proste roke pri tem, kaj delam in kako delam, kaj ustvarjam in da ni toliko prilagajanja, kot bi se lahko sam izživel. Sploh v tej stroki, ja. Lani si se pa tudi poročila,
in priimek Vrbnek zamenjala z Žunič in se tako tudi odselila k možu Aljažu. Kje se je vse začelo? Kje sta se spoznala? Poznava se že od malih nog, ker v bistvu izhajava iz enake vasi. On je pa zdaj že čez 10 let hodi pomagati očetu oziroma sedaj tastu. Zmeraj so se fantje, ko so se igrali še kot majhni fantje, hecali, jaz imam pa Tunčev traktor, jaz imam pa Francovu balirko in zmeraj so gledali, kdo ima največjo kmetijo. In se je potem v bistvu tako znašel, da je očetu začel pomagati, najprej bolj tako fizično, malo pri molži, potem pri traktorjih, vse do tega, da žanje z kombajnom, najbolj v času koruze. In potem je Iskrica prešla tudi na domačo hčer. Tako da smo potem po nekaj letih se v bistvu tudi midva ujela. Tako da v bistvu sva gore rasla skupaj. Sta se poročila tukaj v domačem kraju? Jaz si predstavljam, da je bila to res taka velika prava kmečka poroka. Res je skličilo na kakšno kmečko veselico. Je bilo, če glih izhajava iz enake vasi, sva rekla, da bova malo tradicije ohranjala. So pripravili fantje tudi vaško šrengo, to je ponavadi, če gre punca iz vasi, ampak ker je to sploh pri mladih že malo nepoznana zadeva, smo bila pa dajmo vseeno to narediti, da ljudje vidijo, da mladi vidijo. Potem, ko sva šla domov iz vseh obredov, sva oba imela željo, da se peljeva s kombajnom in je to bila tudi taka atrakcija, ko so vsi gledali. Je ena smešna prigoda tudi, ker je bilo v času avgusta, je en izven stoječi ki je spremljal dogajanje, si misli, glej, onega pa gostovanja imajo, pa se kombajna umakne, ne, da bi se ljudje mimo zapeljali, ne, ampak v bistvu sta blaženim pa nevesto v kombajnu. Potem pa smo v bistvu to takšno, čisto po domače gostovanje imeli, tudi vaški gasilci oziroma mladina, skozi pomagajo pri organizaciji, pri kelneriji in se pri tem kar živijo, tako da tudi tako nama kot vsem na poroki je bilo res všeč to sproščeno kmečko vzdušje. Sta tudi gasilca? Mož ima v bistvu čez gasilce, sploh mladino in pionirje, so se uvrstili tudi že na državna tekmovanja, skozi jim pa tisto malo sreče uide, da bi se na kakšno olimpijado uvrstili, ampak tako on kot mladina so kar zavzeti oziroma imajo tisto vnemo, da bi še radi poskusili, pa da jim bi uspelo, ker imajo res željo in znanje, da jim to tudi uspe. Zdaj na uho mi je prišlo, da boste pa tudi kmalu trije. Z Aljažem se vam bo pridružil družinski član, najprej iskrene čestitke. Hvala. Vama to veliko pomeni, sta si od nekdaj želela postati starša? Jaz bi rekla, da sem že od nekdaj imela to željo po hitri poroki, oziroma da bi se poročila kot mlada, pa potem tudi kmalu otroke, in kot je vesolje bilo naklonjeno, je temu tudi tako. On dela tudi kot učitelj razrednega pouka, zmeraj je obdan z otroci, se sicer pošali, on ima raje s temi, ko se že lahko pogovarja z njimi, ampak to obdobje, ko še ne govorijo, itak hitro mine, je bilo kar veliko veselje, sploh danes mogoče že vse samoumevno jemljemo, ampak pravim, da so to kar taki mali čudeži, ko ti polepšajo trenutke oziroma potem celo življenje. Zdaj ti živiš pri njemu, tam nima ta kmetije.
Kako potem to vse usklajuješ, da rihtaš doma dom, da hodiš v službo, da prideš potem še sem pomagati na kmetijo? Res je, tam nimajo kmetije, imajo sicer tudi vinogradništvo in pa tas se ukvarja s čebelami, tako da jim tudi ni dolg čas. Ampak sva pa midva ponavadi bolj prisotna tukaj na domači kmetiji. A jaz velikokrat, ko pride z šole, že gre da je na traktor, bodi si orat ali sejat ali kosit, obračat ali na kombajn, v glavnem skozi se nekaj najde. Je kar na trenutke naporno, sploh pa, ko so te sezone žetve ali pa silosov, ko pride vsaka pomoč prav, potem tudi mami priskočim, bodi si v kuhinji ali zunaj okrog hiše, seveda posestvo ni malo in dela se nabere. Tako da po službah ponavadi obstanemo na domači kmetiji in se potem zvečer tudi skoraj da skupaj vrnemo domov. Tako da ja, smo kar povezani tukaj, naša družina in pa sedaj z družino, kjer domujem. Koliko časa pa si že pri podeželski mladini? 10 let mineva sedaj, že s 15 letom so me povabili zraven, to je v bistvu kolikor hitro gre. Sedaj pa s 25 letom mineva že 10 let in moram reči, da je to bilo zelo pestrih 10 let, zelo lepih, zelo smešnih in veselih 10 let. V katerem društvu si prav Sveti Jurij ob Piščanci? Tako je, Sveti Jurij ob Piščanci je edino društvo, ki še deluje v Pomurju. Nas je okrog 100 članov. Sedaj ga tudi že 3. leto vodim kot predsednica podeželske mladine. Letos pa smo obeleževali tudi 30. obletnico društva in je prav zanimivo bilo videti, ko smo imeli sedaj proslavo, da so prišli ustanovni člani in si videl, ustanovni člani so v bistvu naši starši in veliko naš članov je sedelo tam v bistvu z družinami. Niso bili to ustanovni člani in sedanji člani, ampak so sedele družine. In to ti je dalo taki občutek topline, da delaš dobro, da delaš to, kar so v bistvu starši posadili v svet, da vztrajaš v tem, da delaš v tem, da so te v bistvu vzgajali v to, da tudi čutiš pripadnost društva danes. Ob letošnji 30. obletnici podeželske mladine se kmetje radi spominjajo vseh teh dogodivščin, ki so jih preživeli v društvih ali zvezi. Katerega bi ti izpostavila? Vso delo z mladimi je zanimivo, lepo, sploh, če se imajo vsi fajn. Mogoče, če izpostavim, meni so bile zmeraj najbolj zanimive državne kmečke igre in pa državni kviz, ko je prišla vsa mladina iz cele Slovenije na en kup in si se tam spoznaval pa pogovarjal z ljudmi iz najrazličnejših koncev Slovenije in tako kao neka nova prijateljstva, nova spoznanstva, si z njimi žural, plesal, se veselil, ta energija, ko je bila prisotna od vse te mladine, to mi je mogoče bilo res najbolj všeč iz vseh teh let. Kaj pa si ti želiš, da bi bilo mogoče čez 30 let? To je tako težko vprašanje. Bi pa upam, da bodo mladi vseeno videli še to energijo pa potrebo, da se družijo, da se povezujejo, da gradijo te vezi in znanje skupaj na podeželju, ker če njih ne bo kmeta, ne bo hrane, ne bo mladih in mislim, da oziroma upam, da bodo čutili to pripadnost podeželju, podeželske mladini in te povezanosti z naravo in s kmetijo. Za konec pa bi te prosila, če dopolniš 3 stavke. Mladost na kmetiji je zanimiva, saj?
Saj je pestro. Nikoli ne zmanjka nekega dela oziroma delo je zmeraj, ampak je skozi obarvano z nekimi lepimi trenutki oziroma, kot sem omenila, z naravo, z ljudmi, zmeraj si z nekom obdan, nikoli nisi sam. Kaj pa kmet je biti lepo, ker? Ja, si tudi zmeraj z nekom obdan, pa vidiš to raznolikost mogoče. Kmet ni samo poklic, kmet je vse, je od vrtnarja, kuharja, kaj so že, mehanika, kmet je več poklicov, ni samo ena stvar in pravim, ta raznolikost naredi kmeta. Pa mogoče še naše vino je najboljše, ker? To bosta pa mogla probati, pa bosta vidva povedala. Jaz bi se ti zahvalila za iskren pogovor in zelo prijazen sprejem na vaši domačiji. Želim ti vse dobro še naprej, tebi, tvojemu Aljažu, predvsem pa to, da bosta vidva uživala v vlogi staršev in vse dobro tudi tvojim staršem in pa bratoma. Najlepša hvala.